Minister za delo in policijska sindikata, ki še vedno stavkata, nadaljujejo pogajanja. Vlada želi s pogajanji zaustaviti referendumski postopek glede zakona o uravnoteženju javnih financ, ki sta ga sprožila sindikata, ki ne pristajata na nižanje plač in regresov. Pogajalci so se dogovorili, da vsebine pogajanj v javnosti ne bodo komentirali. Če dogovora ne bo do četrtka, bo moral predsednik državnega zbora razpisati rok za zbiranje podpisov za referendum. Slovenski letalski prevoznik Adria Airways v začetku leta posluje v skladu z načrti. Izguba je v prvem četrtletju dosegla 8 milijonov evrov. Toliko naj bi po načrtih znašala tudi v celotnem letošnjem letu. Predsednik uprave Adrie Airways Klemen Boštjančič pričakuje, da bodo načrte izpolnili, saj so poletni meseci ponavadi boljši od zimskih. Največ težav družbi povzročajo visoke cene goriva in tečaj evra glede na dolar. Lani je imela družba 12 milijonov evrov izgube, prihodnje leto pa načrtujejo pozitivno ničlo. 7. dan stavke so se delavci Primorja zbrali pred mehaničnimi delavnicami in se nato odpravili proti hiši Dušana Černigoja, ki v rokah še vedno drži dobro desetino propadajočega gradbenega giganta. Delavci zaenkrat protestirajo mirno. Po neuradnih informacijah naj bi NLB vložila predlog za stečaj družbe Primorje d.d. Vloga za stečaj Primorje Holdinga pa je že na novogoriškem okrožnem sodišču. Dopoldne okrog 8:30 so ponovno oropali pošto v Semedeli pri Kopru, tokrat že petič v dobrem letu. Po nekaj urah so policisti 2 roparja že prijeli v Ljubljani. Po neuradnih podatkih naj bi bila roparja oborožena, do poškodb ali streljanja pri ropu pa ni prišlo. Koliko denarja sta roparja odnesla, še ni znano. Evropsko sofinancirani projekt gradnje novega in obnove starega potniškega terminala na mariborskem letališču naj bi se v kratkem vendarle nadaljeval. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, je odločitev o oddaji del mariborski družbi Komuna Projekt že pravnomočna. Postopek pa je trenutno v fazi priprave pogodbe. Kot so ob tem še pojasnili na pristojnem ministrstvu, bo izbrani izvajalec začel z delom najpozneje 28 dni od podpisa pogodbe. Rok za dokončanje vseh del pa je 10 mesecev od uvedbe v delo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte. Pogosteje in močneje bo deževalo v vzhodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo več sonca, verjetnost padavin bo manjša. Topleje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Vse daljše čakalne vrste za neprofitna stanovanja. V podjetju Košaki bogatejši za nov mesno-predelovalni center. Na statičnem kolesu podrla svetovni rekord. Bodite z nami ob 18.